Dobrodošli v oddaji s knjigo. Današnja gosta pa verjetno marsikdo izmed vas pozna, saj je domačinka in sicer je z nami Maja Vipavec, ki je napisala eno lepo pravljico, o kateri bo danes govora. Maja, lepo dobrodošla. Živjo, dober dan. Ti si domačinka, iz kje točno? Ja, jaz sem domačinka iz Kisovca. Vso svojo dejansko celo mladost sem preživela tu. Zdaj sem se pa potem preselila v Belo krajino, tako da zdaj pa živim v Beli krajini, v eni vasi blizu Črnomlja. In je zanimivo, da s partnerjem, z možem, Ja. z možem ste v Beli krajini razvili eno kmetijo. Kako je s tem? Ja, midva sva takrat kupila staro kmetijo. Žal so bile vse stavbe v preslabem stanju, no, tako da sva vse obnovila, kar se je dalo obnoviti, porušila in zgradila na novo. In zdaj imava tam kmetijo. Mož je imel že prej konje, ukvarjava se z rejo športnih konjev. Pa sva pa skupaj nadaljevala in so prišle še druge živali, tudi te naše mini kozice, ki so zdaj v tej knjigi, pa mucek, tako da zdaj pa živimo tam v naravi lepo. Maja, kako to? Veš, da mnogi mladi želijo v svet, velika mesta in tako naprej. Vidva sta šla pa prav nazaj v kmetijstvo. Kaj vaja tako vleče v to? Narava. Mislim, da ta način življenja hiter, potem pa ne vem, da prideš iz službe, da se umakneš k živalim, k naravi. To je res nekaj takega, kar zdaj nam vse manjka. In tudi želela sva potem, ko sva razmišljala, da bo imela enkrat družino skupaj, sva si želela neko tako okolje zdravo, da so veliko v naravi, v stiku s to naravo, v stiku z živalmi. In zaenkrat je to super, tudi najine punčke, oziroma ta starejša, ki je zdaj 2 leti stara, že super sodeluje, pomaga, rada ima živali, sploh te kozice. 2 punčki imata, ne? 2 punčki, ja. Ena 2 leti stara, pa druga? Ena je pa 1 mesec, oziroma 2 meseca bo počasi, ja, tako da, res. In kot zanimivost, ne, mislim, da je celo na isti dan iz tiskarne prišla tale knjiga. Ja, ko se je rodila. Ko se je rodila naša Nika, ja. In če zdaj gremo malo na tole, kar si ti zapisala. Pravljica Kozliček, pazi, kaj ješ. Ja. Zadaj je zapisano takole. Prikupna zgodbica o malih kozicah Fridi in Pablu, ki sta vedno vesela družbe otrok. Toda kaj se zgodi, ko prijazen fant prinese kozličku darilo? Zakaj mora Pablo obiskati veterinar? Frida pa Pablo. Ja. To sta pravi kozici. Pravi živi kozici sta. Tudi zdaj čisto tako zanimivo, zdaj imata mladičke, zdaj imamo dvojčke. Tudi kozje mladino. Tako da, ja, sta pravi živi kozici. Tudi mogoče, ne vem, imeni sta dobila po znanih umetnikih. Picasso in po Fridi Kahlo. Ker se mi, ne vem, zdi se mi pomembno, tudi recimo, če so otroci na vasi, da imajo stik z literaturo, s kulturo, z umetnostjo. In sem pač takrat, ko sem izbirala imena, sem razmišljala, mogoče pa bo kdaj kak otrok vprašal Frida, Pablo, to ni slovensko, kaj, kako, zakaj. In jim mogoče lahko kdaj pokažem dela teh umetnikov. Se zdaj ne, te mali otroci to ne razmišljajo o tem na tak način, ampak ko bojo pa enkrat starejše punčke, pa mogoče. Ker tudi recimo Kobila je Kleopatra, konj je Lir. A tako? Mogoče bo pa kontra, se v šoli učijo o Pablu Picasso, pa bodo rekli, ja, mi smo pa tudi imeli Pabla. Ja, in knjigico zdaj. Knjigica, Pablo. Pa te kozice tudi prihajajo ostali otroci, ki je obiskovati Boža, se tudi crkla? Ja, te kozice, tudi en del razlog je, zakaj smo potem se odločili, da ni knjiga samo za moje punčke, ker sem mislila pač od začetka zgodbico najinim puncam to pač brati, oziroma če bi že išla, da bi bilo to za njiju. Ampak otroci imajo zelo radi te kozice. Koze imajo pač res so pod temi starimi hruškami, to, kar je omenjeno v knjigici. In otroci hodijo mimo na sprehode, jim nosijo priboljške, radi jih imajo, nekako so jih vzeli za svoje in smo razmišljali, da bi bilo super to ponuditi tudi otrokom, ker mogoče, ne nazadnje, je to tudi motivacija za branje knjigice. Recimo, če otrok ne mara toliko brati oziroma noče brati, lahko prebere zgodbico o živi živali, ki jo dejansko pozna in bi ga mogoče to tudi tukaj pritegnilo, da bi vzel knjigico pa jo prebral, no, ali pa pogledal vsaj. In ko sva že to, ne, sva pa zdaj napeljali, o čem je, evo, zgodbica Kozliček, pazi, kaj ješ.
Ja, zgodbica je pa o teh dveh naših kozicah, ki jo obiskujejo otroci, vaški, in vaški otroci jo poznajo. Potem pa, ko pride en fantek, ko jo ne pozna, pa ima ponudi čokolado, kar je pač za vse živali, večinoma čokolada ni primerna. Ja, in dobi kozica, zaradi tega ima težave zdravstvene. Morajo obiskati veterinar. Želela sem, da potem vidijo otroci, da ni to v redu, ker tudi konča se tako, da dejansko tudi otroci ponudijo rešitev s to tablo, da do tega več ne pride, ne? Ker ta fantek, ki je v knjigici omenjen, ni to naredil, ne vem, za nalašč ali pa iz žlehtnobe, ampak pač iz neznanja, ni vedel. Želel je dobro. Je hotel celo pomagati. Da, želel je dati tem kozicam darilo. Ja. Tako da so potem skupaj ostali otroci vaški, ko pa poznajo, ko vejo, so pa skupaj našli neko rešitev in so poskrbeli za to, da se do take napake več ne pride. Tako da nisem luštna zgodbica, še neko novo znanje dobijo otroci, ker pač lahko to, zdaj v knjigici je pač omenjena koza, ampak gre lahko to na vse živali. Recimo tudi konjem v končni fazi, da če ga ne poznaš, ne ponujaš nekih priboljškov oziroma. No, pa je bil Pablo na koncu v redu. Seveda. Ja, seveda, je pravljica. Seveda. To sta mali kozici, ne? Mali pritlikavi kozici, mini kozici. Za zrgat. Ja, lepo, ne? Taka kombinacija, na eni strani stik z naravo, pomembnost ljubezni do živali, do narave, znati s tem tudi konec koncev sobivati, pravljica, da berejo, pa dejansko resnično življenje pri vas na vaši kmetiji. Pa je že kakšen od otrok to dobil v roke? Ja, so. Nekaj prvih bralcev je že in so navdušeni, so veseli. Tudi mala naša punčka, recimo mi imamo na nočni marci imamo en kupček knjigic, ki zvečer bere in smo v ta kupček dali tudi to knjigo. Nisem mi nič sugerirala, sem pač rekla, da vidim. Enkrat smo ji prebrali, pa povedali smo sicer, da je mama napisala, ampak zdaj več ne poudarjamo. Kako ona to zdaj že ve vprašanje, ampak dala sem jo na kupček z ostalim knjigam in jo vedno zbere. Tako da očitno jo rada posluša. No. Tudi reče Frida, Pablo, naši kozici. Ja, tako jo pozna. Kaj pa kaj odzivi? Je že kdo kaj povedal od ostalih otrok? Pride potem kozice pogledati, kaj povežejo pravljico z živimi kozicami? Ja, tudi te otroci, ko jo hodijo gledati, jo večinoma tudi zdaj že imajo. Tudi ena punčka, Hana, ki je omenjena, se je prepoznala in je bila zelo vesela, ker je tudi ta punčka, Hana, je pač v bistvu neka naša soseda. Tako da, dosti stvari je iz resničnega življenja, no, v pravljici. No. Čudovito. Taka res lepa kombinacija. Maja, odkje pa, kdaj je prišla pa tista res ideja? Nekaj je, da govoriš otroku pravljico, drugo je, da bereš ostale pravljice, da si pa rekla, jaz bi pa tudi svojo napisala, pa ne le napisala, tudi fizično takole izdala. Ja, meni se zdi zelo pomembno, da otroci berejo, oziroma da so v stiku s knjigo. Recimo jaz lahko moji punčki govorim o pravljicah ali pa neke zgodbice, ampak se mi zdi, da če fizično knjigo v roko primejo, da bojo potem tudi kasneje bralci. Ker je zelo, zelo pomembno, da beremo knjige in to pač je treba navajati že zelo male otroke, da potem imaš odraslega bralca. Res je. Ja. Kako pa to, da si prav svojo izdala? Še vedno bi lahko rekla? Ja, pisala sem vedno rada. Mislim, tak, ampak nisem zbrala tistega poguma, kaj pa če ni dobro, vedno to nekako. In sem potem dala tudi prvič te zgodbe, se jih je več, ampak prvo sem prerad možu, pa mož je rekel, da je v redu, da je super, pa sem potem razmišljala, kaj pa če je sam prijazen, kaj bi pa kak urednik zunaj ni rekel, to najbrž ne. Sem dala potem še eni prijateljici, sem rekla, ta bo ziher povedala, ni v redu, je v redu. Pa tudi njej je bilo nekako všečno, pa sem pa poskusila. Tako ne vem, nekako sem si želela, ker da tudi puncam to ostane, da drugim otrokom, da se nekaj naučijo, da radi berejo, ker s tem tudi besedni zaklad bogatimo. Ne vem, tudi mogoče v knjigici čisto tak veterinar nastopa. Ne. Jaz sem namenoma bi lahko besedo veterinar poenotila, ampak enkrat je omenjen veterinar, drugič je zdravnik za živali, potem je živinozdravnik. Pač bogatimo besedni zaklad otrokom. Se mi zdi to zelo pomembno. No.
Mimogrede si omenila več zgodbic napisanih, a več s kmetije? Ja, ampak so doma na računalniku. Aha, o ostalih živalih. Tudi o ostalih živalih, pa potem ne vem, nekaj sem še, mi imamo poleg teh naših domačih živali, v teh naših starih drevesih imamo tudi sove. Sove in vsako leto so mladički sovji in to imamo zdaj. Zdaj se je nekaj začelo in to zdaj imamo zvečer veselico, vsak večer in potem sem tudi nekaj v teh sovicah, pa pač na splošno v naravi, v nekih čebelah, pa opraševanje. Se pravi, združim pomen narave, pa ohranjene narave, kar mi je zelo pomembno, tudi s to ljubeznijo do živali, da bi moje punce to nekako razvile in tudi v končni fazi drugi otroci, vsi ostali. No. In hkrati s knjigo, pobranje. Ja, seveda, to je pa zelo pomembno. Kako je pa z ilustracijami? Ilustrirala je Simona Kokelj. Ona pozna te vaše kozice? Ne. Poslala sem ji slikice, ni jih videla v živo, tako da smo na tak način. Mi je bilo pa zelo pomembno, tako da je tako narisano, prikupno, otrokom prijazno. Se mi zdi, da zdaj je vse preveč to elektronsko, vsi smo na računalnikih, vse te žive barve, to tudi mogoče malo otroke bombardira iz vseh koncev. To se mi zdi pa tako lušno, take nežne barve. Pa vsem, da je veliki učki lepo, ne, za otroke. Ja, je. Na koncu knjigice je tudi neko tako malo igrica oziroma ena krajša nalogica za otroke, da lahko, zdaj, če berejo, oni sami lahko to nalogico rešijo ali pa skupaj s starši. Zvečer, ko berejo, mi večinoma to beremo zvečerno. Pa da se lepo veže. Torej, ni umetna inteligenca? Ne, nikakor. In kakšen je tvoj pogled glede na to, da pravljice se v zadnjem času kar veliko delajo že z umetno inteligenco, če že ne besedilo, pa vsaj ilustracije, kakšen je tvoj pogled na to? Mislim, da umetna inteligenca za določene stvari, se mi zdi pa, kar se tiče umetnosti, literature, takih stvari se mi pa zdi, da bi bilo boljše, no, da ostane to domena človeka, ker tudi razvoj domišljije pri otrocih spodbujajo te pravljice. Ja, pa da se tisti nek ohran tak... Neka duša, ki je težko opišeš, neka energija, ki težko rečeš, da daš vse na računalnik. Ker je drugače, ko odpreš fizično knjigo ali pa recimo, če po telefonu scrollaš. To delamo vsi ves čas, ampak knjige pa nekako pomirjajo, imaš jo s sabo, ostane ti za večno. Pa celo na naše veselje, seveda. Zdaj, seveda, zaradi razvoja umetne inteligence zelo veliko raziskav delajo tudi na to, kaj pomeni sploh za razvoj možganov pri otrocih, da fizično knjigo odpre, lista, da gleda črke, da gre v tem vrstnem redu, brez da ima zaslon pred sabo. In so ugotovili, da je prav za razvoj možganov tam do 7 leta starosti ključno, da ima prav fizično pred sabo, da tipa, gleda, obrača liste, da drugače razvija vse skupaj. Tako da to ne bomo smeli vsega nadomestiti. Ne, nikakor. Priporočljivo takele pravljice. Ne, jaz sem res cel čas, tudi recimo, ko sem bila s prvo hčerko noseča, že takoj, ko sem pa prebrala, da otrok zdaj že sliši, tudi ko je bil že v trebuhu, sem začela tudi svoje knjige brati na glas. Recimo, ko sem bila na porodniški, pa je bila, ko je bila stara 3 mesece, sem jo vpisala v knjižnico in smo hodile po knjige. In sem jaz recimo med dojenjem, jaz sem njej brala. Jaz sem delala seznam, ne vem, mi da smo prebrali, mislim, da okrog 200 ali nekaj čez 200 knjigic teh otroških, da sem jih tako zraven sem si napisala, kjer so v redu, kjer bomo mogoče potem, ko bo starejša, brali skupaj. Tako da sem jo res, da jih vidi, da tudi ne vem, tudi da mene vidi brat, da vidi, da bo potem sama enkrat bralka, da bo ljubiteljica knjig, no. Narave, živali in knjig, to se mi zdi nekaj. In kako je danes 2 leti stara? Posega sama po knjigah? Greste v knjižnico? Ja. V knjižnici, v naši knjižnici je nek tak voziček, ona gre vedno po svoje knjige, ona jih sama nabere, ona sama zbere svoje knjige. Od začetka je bila huda na teto, ko smo prinesli knjige in jih je bilo treba dati nazaj. To ji ni bilo všeč, ampak zdaj se je navadila, da jih da nazaj in lahko vzame nove. No, tako da jaz lahko njo pustim samo, ona gre v svoje police, vzema svoje knjige, jaz vzamem svoje. Greva domov, tudi ona ima svojo kartico, je članica knjižnice, tako da res, no. Tudi doma jih imamo in za, ne vem, prostem času ali pa recimo za v avto, nimamo mi igrač, ona nosi knjigice s sabo, trenutno te trde, zato ker
te lepo list, ampak potem včasih malo za to rajš zdaj. No. Kakšen je bil pa občutek, ko si, to je tvoja prva izdana knjiga, ja. fizično izdana knjiga. No, kakšen je bil občutek, ko si pa izdala to svojo prvo knjigo in jo držala v rokah, pa veš, da je to tvoje delo? Bila sem, ne vem, nek ponos, sigurno, no, pa tako kar nekako ne verjameš čisto točno, da je tvoje ime, da si ti avtor. Sem se mogla navaditi, sploh tako, da sem jo kje videla ali pa ko vidim, včasih mi kdo pošlje kakšen SMS, ko jo otroci berejo. Mi je kar, nekako je bilo čudno, zdaj sem se navadila, ampak je zelo lepo, no, pa zelo sem vesela, da je uspelo, da je knjiga zunaj. Upam, da bo kdaj še kakšna, da res. Ja, če je nekaj že spisanih, verjetno ni dvom, pa lepa ta kombinacija, kaj verjamem, da bomo vedno bolj potrebovali ta stik z naravo, živali, in hkrati fizične knjige. Da jo tudi otroci lepo sprejmejo, da jo prebirajo, da jo imajo radi. Lahko pogledajo, pridejo pogledati Pabla pa Frido, tako da to je. Ja, lahko pridejo, ko preberejo? Lahko, zaradi mene lahko. Otroci lahko preberejo in pridejo pogledati Frido in Pabla pa pobožati te kozice. Pa zdaj še naraščaj. Ja, zdaj ima ta dvojčka sta še zdaj. Lepo. Kaj pa so bili pa še kakšni ostali tako odzivi, tudi od odraslih na pravljico? Zdaj je en mesec zunaj. En mesec je zunaj. Vsi so bili pozitivni. Zelo pozitivne odzive sem dobila, pravijo, da jih radi prebirajo, da jih tudi otroci radi prebirajo. Neki so tudi že v knjižnicah, neki na voljo. Super. Tako da super, da gre pravljica med ljudi, ker je namenjena za ljudi, za otroke. Je pa zelo težko, oziroma je bilo zelo neka negativnost, mislim, negotovost, ne negativnost, se opravičujem. Negotovost, ker otroci so tudi zelo, zelo hudi kritiki. Recimo odrasli, pa če direktno jaz vprašam, pa bo nekako diplomatsko rekel, ne, karkoli pač že bo, ne, večinoma pozitivno, ampak si lahko misli svoje. Otrok bo pa povedal to, kar je. Recimo, in iz tega si imela ja, recimo enemu otroku, če mu ne bo všeč, bo rekel, da ni vredo, ne? Ker tudi naša punčka bo dala stran, če in neki ni. Ne glede na to, tudi ne vem, če dobi darilo, pa če ni čist. Zna biti iskrena. In to bi zna biti potem, ne, ker mora znati to sprejeti, da. Zaenkrat, če nisem imela take situacije, no upam, da je tudi ne bo, no, da bojo vsi lepo navdušeni nad njo. Bomo pa videli. Lepota otrok v tej iskrenosti. Je. Kar naj bo. Ja, Maja, bi imela še kakšno tako splošno sporočilo, kaj želiš, ne samo s pravljicami, ampak pravljice so tudi del tega in tudi s kmetijo, ki imata, z otrokom, ko širita vse te zadeve. Kaj bi želela nekako podati med mlade, med ljudi nasploh? Kaj se ti zdi pomembno? Zelo pomembno druženje, pa preživljanje prostega časa v naravi, raziskovanje narave, brez telefonov, brez nekih pametnih aplikacij, vse je v naravi, v domišljiji. Če raziskujemo naravo sami z rokami, v vseh vremenskih pogojih, bomo razvijali svojo domišljijo, se mi zdi to zelo, zelo pomembno. Kaj bi pa rekla takim, zdaj, če sem tak krut kritik, ne? Ko pa vseeno rečejo, ja, otroci so zdaj odrasli, so se rodili v digitalni dobi, oni morajo imeti to digitalno tehnologijo v malem prstu, da sploh bodo lahko bili konkurenčni svoji generaciji, da lahko se razvijajo v to smer, kamor svet gre, vse se digitalizira, umetna inteligenca in tako naprej. In rečejo, ja, da mladi morajo to vzeti te naprave kot del njihovega življenja, da bodo čim prej osvojili programirane in podobne veščine, ki bodo v prihodnosti pomembne. Kaj bi na to rekla? Jaz bi rekla, da bojo otroci imeli še čas. Otroci naj bojo otroci, potem v teku šolanja bojo imeli čas razvijati. Če jih nekaj zanima, otroci zelo požirajo znanje, so kot neke gove in bojo imeli dosti časa za to. Zdaj, ko so pa še res mali, mladi, naj prebirajo knjige, naj se navadijo, ker zdaj smo v dobi informacij. Zdaj informacije so povsod in otrok mora tudi znati, ko pride recimo na internet, najti ustrezno informacijo. Pravo informacijo, ker recimo, če nimaš znanja, ne veš, ali je to resnično, ali je preverljivo, ali je ali ni. In to je pa mogoče, tu so pa še zmeraj bolj pomembne, se mi zdi, knjige, zato ker knjige grejo čez neke uredniške roke, neki uredniki knjige pregledajo, jezikovno so urejene. Sploh pa, če recimo iščemo kakšne bolj strokovne zadeve, tam so sploh in se mi zdi, da znanje pa vseeno dobimo
tudi seveda iz interneta, iz tega, se to je zdaj vse dostopno, to hvala Bogu, da je to super. Ampak neko kritično mišljenje, pa take stvari so pa se mi zdi še vse knjige tiste, ko bojo, da potem lahko se mi odločimo, ta informacija je v redu, to ni mogoče, ali pa kak drug pogled, da ločimo zrno od plev, nekako tak, no. Ne bodo izumrle fizične knjige? Ne, jaz upam, resnično upam, da ne, no. Dobro si izpostavila tudi jezikovni pregled, ne. Se danes na internetu je mnogo tega, ampak večina zadev ni toliko jezikovno pregledanih, ali pa zdaj smo vajeni, kako si pošiljamo sporočila, Messenger in tako brez velikih začetnih, brez nekih vejic, brez slovnične ureditve. In je res težava, ko zdaj mlajše generacije gledamo, da so zelo slabo pismeni, kar se tiče slovnice, pravil. Pa so lahko odličnjaki v šoli, ampak ko pogledamo način, kako pišejo, kako postavljajo vejice, je pa zelo, zelo slabo znanje danes. In zato se mi zdi tudi ena ključna stvar, kar se izpostavlja, ko bereš knjige, ki grejo čez uredniške preglede, lektoriranje in tako naprej, se tudi prek tega normalno učiš pravilne slovnice, no? Ki pa tudi ne smemo pozabiti. Dolgo so se trudili naši predniki za slovensko besedo. Ključna je za neko samozavest naroda, ne? In verjetno je smiselno, da na to damo poudarek tudi seveda pri otrocih za naprej, ne? Da, seveda, ker meni se spomnim v osnovni šoli ali pa potem tudi v srednji, ko so bili te neki spisi pa te zadeve, ne, ko smo imeli. Meni je bilo skoraj samoumevno, kako pa kaj, pa kje so velike začetnice, kje so kakšne vejice, pike, klicaji. Ampak sem res veliko brala, jaz sem ogromno brala. In se mi zdi, da je potem tudi to lažje, ta pravila slovenščine, ker to rabimo. Tudi če kdo reče, da ne, se mi zdi, da je nekako uradni jezik, pa še zmeraj mora biti, no, tudi naša narečja nas bogatijo, to sigurno, ne, ampak da se pa uradno sporazumemo ali pa recimo, če pridemo v stik s kakimi tujci, ki bi radi znali slovenščino, pa je ta knjižna slovenščina. Še, če smem dodati, kar mogoče pozabljajo, sploh te mlajše generacije, ki prihajajo k nam v službe, rečejo, pa saj jaz bom delal na poziciji, kjer ni ključna slovenščina. Ampak že način, kako ti napišeš neko prošnjo za zaposlitev, pa je lahko inženirski poklic, veliko pove o tebi, pa splošni razgledanosti, pa kako lepo se ti izražaš ali ne. In že tam je pomembno, da ti pravilno pač z neko slovnico, vsaj osnovno, lepo urediš, lepo napišeš, imaš nek besedni zaklad. In kakorkoli mislimo, da to ni pomembno, na koncu je ključno pri izbiri kandidata za neko zaposlitev, tudi poudarjam pri kakšnih inženirskih pozicijah. Ker ti si stik, kot zaposlen, si stik z zunanjim svetom in pomembno, kako komuniciraš. In zelo veliko ti delodajalci gledajo na to, kako ti pišeš pravilno slovensko z vsemi vejicami, pikami, tako kot treba. Tako da to res ni za zanemarjati, ne? Ne, se strinjam, ker v končni fazi podjetje je v Sloveniji, recimo tudi, če imaš stranke, če so zunani, nekaj stika imaš v nekem okolju, si vse, kjer rabiš, tudi s svojimi bližnjimi sodelavci, potem sploh, če si nekih vodstvenih ali pa, mislim, kjerkoli, no, se ne rabiš biti zdaj. Smo v Sloveniji in slovenščina je naš jezik. Jezik, ja, in ga je treba ohranjati. Ja. Maja, čudovita kombinacija, pa lepe vrednote, stik z naravo, s kmetijstvom, mislim, vse to, kar rabimo, imeti rad živali, znati z živalmi se, recimo, rokovati, dati imena, hkrati pa povezava z nekim napredkom, neko razgledanostjo, evo, Frida Kahlo, Pablo Picasso in tako naprej. In seveda pomembnost pisane besede in pravljic. Tako da jaz sem presrečna, da si šla v to in upam, da tole ne bo prva pravljica, ampak da jih bo še veliko za tem. Tako da lepo učimo otroke. Tako da vsakdo, ki bi želel na tako lepo pravljico, seveda priporočamo, vzemite pravljico Kozliček, pazi, kaj ješ za vaše otroke. In pa ne pozabite, Maja sama rekla, da lahko pridejo potem pogledati in pobožati Frido in Pavla. Tako da, Maja, najlepša hvala, da si bila danes z nami. Hvala lepa.